V 20. krogu druge slovenske nogometne lige sta se na stadionu Čistina v Veržeju tik ob reki Muri pomerila domači Farmteh Veržej in gostje iz Aluminija. Obe ekipi sta imeli pred tem srečanjem še možnosti, da se pravzaprav vrneta v boj za drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za uvrstitev v prvo ligo. No, takoj na začetku srečanja pa nespametna poteza vratarja Andrejča, ki se je takole spustil v preigravanje. Na koncu ga je reševal Kovter, a za tole posredovanje in ta prekršek prejel rdeči karton. Od 6. minute srečanja dalje so torej domači igrali z nogometašem manj, to pa je prva priložnost, ko je Karljanović takole z prostega strela meril proti vratom Veržeja, a se je vratar Andrejč izkazal. Nato pa je Karljanović začel akcijo iz prostega strela, podal na levo stran do Bizjaka, ta je prodrl in podal do kapetana Topolovca, ki je v 12. minuti srečanja premagal tragičnega junaka tega dvoboja vratarja Andrejča za vodstvo Aluminija z 0:1. Nogometaši Aluminija so bili v prvem polčasu za vsaj 2 razreda boljši od nogometašev Veržeja. V 17. minuti srečanja smo videli tole izjemno priložnost, ko je Kureš iz neposredne bližine zgrešil nebranjen del vrat, a v 20. minuti srečanja je bilo že 2:0. Takole lepa kombinacija in fantastičen zadetek Žige Škofleka za podvojeno prednost nogometašev Skidričevega. Varovanci Bojana Špehonje so v takšnem ritmu nadaljevali celoten prvi polčas in si pripravili še kar nekaj lepih priložnosti. V 24. minuti srečanja je bil spet sila nespreten Kureš, ki se je takole sam znašel pred vratarjem Andrejčem, a je bil slednji spet na pravem mestu. Nato je sledil nov poizkus. Bizjak je lepo podal, a je Škoflek meril visoko preko vrat. Nato pa je ta isti nogometaš strelec drugega zadetka Žiga Škoflek takole krenil proti vratom in se na mesto za podajo proti Kurežu odločil za egoistično samostojno akcijo, vratar Andrejč pa je uspel priti do žoge. Eden in edini redki poizkus nogometašev Veržeja je bil tale poizkus Mitje Mauka, ko se je žoga odbila pred vratarjem Luko Janžekovičem, a je slednji na koncu vendarle uspel ukrotiti. Potem smo videli takole še priložnost v sodnikovem dodatku, ko je Kureš podal do Škofleka, a je ostalo pri rezultatu 0:2. V nadaljevanju pa precej boljša igra nogometašev Veržeja, ki so z igralcem manj prišli najprej do 11 metrovke. V 57. minuti srečanja je takole Sebastian Petek dosegel še 3. zadetek v 3. tekmi proti nogometašem Aluminija in znižal rezultat na 1:2. Nogometaši Veržeja so imeli nato še 2 polpriložnosti, 2-krat je iz prostega strela nevarno meril Arpad Vaš. Nato pa so zadeli še 3-krat gostujoči nogometaši. Takole je po podaji Lovra Bizjaka po vsega 4 minutah, odkar je vstopil v igro, zadel mladi 18-letni rezervist Dejan Petrovič. Kanonada zadetkov Aluminija se je nadaljevala v 83. minuti srečanja. Tole je kombinacija, najprej poizkus, potem pa je takole Matic Vrbanec z žogo pospravil v mrežo za zdaj vodstvo in prednost s 3 zadetki. No, tu pa še ni bilo konec. V 87. minuti srečanja so nogometaši Skidričevega zadeli še enkrat. Končni rezultat 1:5. Je pa še eni napaki obrambe Veržeja, takole je namreč Žiga Živko podal proti Andrejču. Sebastian Petek je izgubil žogo, Lovro Bizjak je podal, Denis Zvezjak pa postavil končni rezultat. Nogometaši Aluminija so se tako veselili visoke, zanesljive in prepričljive zmage, ter se s tem vrnili povsem enakovreden boj za drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije. Veržej bo najverjetneje obstal na koncu nekje v sredini razpredelnice. Na stadionu Čistina ob reki Muri v Veržeju, Farmteh Veržej, Aluminij Kidričevo, končni rezultat 1:5.